prvi vrsti še, gospod, pa lepo prosim, če se lahko držimo teme in tudi dolžina ne bo primerna, ker smo že precej pri koncu. Ker stopite samo prosim. En lep dober večer vsem. Sem v društvu Huda jama in vas bom lepo pozdravil z staro besedo Osti Jarej, ki je stara več kot 4400 let. Namreč nas so učili v šoli, da smo prišli iz Karpatov. Ampak tu smo Slovenci več kot 4400 let. Pogovarjamo se v Hudi jami. V glavnem, Huda jama je nastala, kot mi je znano, takoj po končani vojni. Z poboji, z ustrahovanjem so komunisti prišli na oblast. Pobijali so krojevci, mladi fantje okoli 16 let in nekateri so še danes med živimi. Sodišče ne dela nič, ne preganja teh morilcev in nekam hitro se mudi zdaj pospravljati kosti iz Hude jame. Ne vem zakaj. Sprašujem se, če so z poboji prišli na oblast, potem so nastavili to vlado, ki je danes neka lažna, medijska, neljudska, nedemokratična, zavajajoča, enostrankarska, udbovska. Ne vem, zakaj se resnično mudi z Hudo jamo, da se jo očisti. Polno vprašanj imam, sprašujem se, odgovora ne najdem. Zdaj, ali bi oni radi očistili Hudo jamo samo zato, da bi dokazali, da so kobajagi, bom rekel, kobajagi niso, da so demokrati, da se obnašajo demokratsko, da bi obdržali oblast, ki jo imajo trenutno in s to Dežmanovo komisijo, da bi, jaz ne vem, jaz Dežmanovi komisiji ne verjamem nič. Ta Dežmanova komisija je politično nastavljena, po mojem mišljenju. Upam, da se ne motim. Je politično nastavljena. Notri so pobiti ljudje po vojni. Roman Leljak odpira zgodovino, pišejo pošteno, bori se za resnico, prisluhnimo mu, potrpimo, počakajmo, poslušajmo ga, pustimo Hudo jamo tako, kot je, to je moje mišljenje. Morda se bojo našli papiri v Beogradu, ne vem, morda. Počakajmo, če smo čakali 70 let, počakajmo še toliko časa, da se bo narod prebudil, ker se bo slejko prebudil in bo prišlo do novih volitev in morda bomo imeli tisti čas demokratično oblast, ki bo prislušnila ljudem, ki ne bo zatirala ljudi. Ker danes imamo tudi v priporu političnega zapornika pod to oblastjo in predlagal bi Dežmanovi komisiji in prosim, da se odgovori, da se počaka za Hudo jamo in se ne odnese niti ene kosti. Ker to so ljudje, ki so načrtno pobiti bili in vemo, da njih odnos. No, toliko bi na kratko. Hvala lepa. Ja, tam je še ena roka.
na kratko, lepo prosim, ker smo že presegli čas. Super. Mlinar Silvestri iz Žirov. Meni se zdi, da je tudi tole govorenje, okoli prekladanja teh kosti, precejšnja prevara, mogoče ne, ker bistvo je iskati zločince. S tem se v bistvu samo preklada bistvena tema, iskati je treba zločince. Mi državljani moramo zahtevati od naših predstavnikov oblasti, da iščejo zločince. Kje so? Kje se skrivajo? Nekaj je še živih. Večina je mrtvih. To vemo. Ampak tudi posthumno bi bilo treba to narediti. Ker po moje, recimo, tudi iz Srebrenice ne bi bilo, če bi do časa zločince druge svetovne oziroma povojnih pobojev poiskali, tožili, obsodili. Ampak oni so smatrali, da je to dovoljno, da je dovoljno pobijati. Če so oni pač po drugi vojni pobijali, zakaj še mi nabiti, ne? In so to delali, ker so mislili, da bojo kaznovani. Ampak nekateri so le dočakali kazen, ne? In kot sem že rekel, bistveno je iskati zločince, ker to je genocid. Hvala.